pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Zdaj, če bi šli kar k prvi točki, bi jaz prosila predsednika za uvodne besede, mogoče tudi še pred tem kakšno generalno misel, potem pa da se kar lotimo konkretne vsebine Evropskega prvenstva. Predsednik, izvolite. Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Najlepša hvala, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Tisto, kar je treba nekako izpostaviti, je, da je to evropsko člansko prvenstvo med 17. in 35. tega leta v Podčetrtku oziroma v Termu Podimje pravzaprav najpomembnejši šahovski dogodek po šahovski olimpijadi 2002 v Sloveniji. Drugo leto pride še en te kategorije, ampak vsekakor je ta prvi takšen. Zanimivo je za šahiste tudi zato, ker omogoča kvalifikacije za nastop na svetovnem šahovskem pokalu. To pomeni, da je neka takšna vstopna viza. Zato pričakujemo med 300 do 400 šahistov iz celotne Evrope v najširšem pomenu besede. To pomeni tudi iz Azerbejdžana, Gruzije, Rusije, Armenije in Izraela. Tista klasična Evropa plus to. Priložnost bo tudi za mlade slovenske šahiste, oziroma še zlasti zaradi tega, ker se bodo tudi na podlagi tega delale ekipe za naslednje leto, ker imamo pravico igrati vsaj z 2, če ne s 3 ekipami, kar pomeni, v bistvu je, s tem se začenja pravzaprav zares, kar pravzaprav lahko naredimo. In pa, kar se tiče same odmevnosti, bo pa neposredni prenos part in samega prvenstva bo tudi omogočilo bolj pa promocijo Slovenije, evropskem in svetovnem merilu, še zlasti mislim to na šahovsko promocijo, ker pač te partije se spremljajo. Se bodo spremljale za mikrom ali neposredno? Neposredno. No dobro. Recimo, da bo kakam bolj fair, celotno tudi. Ja, toliko bi imel jaz na tej točki za povedati. Vsekakor iskreno upam na iskreno in dobro sodelovanje z vami, bolj kot bojo te zadeve pokrite, večji bo tudi ta doseg, ki naj bi imeli tako slovenski kot mednarodni javnosti. Hvala. Zdaj bi prosila tudi generalno sekretarko Šahovske zveze, ki je tudi direktorica Evropskega prvenstva posamičnega, da spregovori par besed oziroma nam pove, kako potekajo priprave na samo prvenstvo. Izvolite. Hvala, Darja. Ja, Evropsko prvenstvo je vsekakor velik organizacijski zadogaj. Aktivnosti potekajo v bistvu šele od oktobra 2019, ko smo nenadno prevzeli organizacijo, sicer bi se začele že bistveno prej. Organizacijo smo prevzeli po odpovedi prejšnjega organizatorja. To smo pa storili zato, ker v tem vidimo možnost za napredek, motivacijo in razvoj šahov v Sloveniji. Evropsko prvenstvo bo potekalo od 17. do 30. maja v športni dvorani Podčetrtek, udeleženci bodo nameščeni v Termah Olimja. V namen podpore k organizaciji smo ustanovili organizacijski odbor, ki se redno sestaja. Predsednik odbora je tudi predsednik Šahovske zveze. Prav tako nam je močno v oporo častni odbor, ki mu predseduje predsednik Državnega zbora Slovenije. Pravico do nastopa bodo imeli šahisti in šahistke tudi seveda iz 45 držav. Pri organizaciji sledimo dikcijam Evropske šahovske zveze, ki skozi svoje pravilnike postavlja visok standard za izvedbo tekmovanja. Tudi za način promocije, grafične podobe, zahteve pri dvorani, prehrani, namestitvah, tehnične izvedbe, kvotah pri sodnikih, koliko mednarodnih, koliko žensk in tako naprej. Kot je že predsednik izpostavil, prenos bo potekal na več kot 100 deskah, oziroma tablah, tako da bomo lahko spremljali sigurno več kot polovico vseh partij. Velik del časa in energije vlagamo tudi v pridobivanje sponzorjev, namreč tudi iz finančnega vidika je organizacija kar zahtevna. Samo nagradni sklad znaša 100 000 evrov,
ki se bo razdelil med najboljših 20 igralcev na prvenstvu. Poleg tega so tu tudi mnogi drugi stroški, seveda. Želela bi pa izpostaviti tudi dobro sodelovanje z občino Podčetrtek in pa s termami Olimije, ki nam grejo zelo nasproti. Hvala, Nina. Zdaj danes lahko tudi vidite celostno-grafično podobo samega tekmovanja, v ozadju sta dva panoja. Lahko tudi obiščete že pripravljeno spletno stran, ki že deluje, tako da tudi tam gor najdete več informacij. Zdaj bi mogoče, preden gremo k točki 2, kjer vam bomo predstavili pomembnejše uspehe, dala besedo še obema selektorjema, tako članske moške ekipe in pa mladinske ekipe, če imate karkoli za dodati v tem pogledu, kar se tiče Evropskega prvenstva. V nadaljevanju bi jim pa potem kar že dala besedo, da nam predstavita pomembnejše uspehe v lanskem letu. Bilo jih je pa kar nekaj, tako da računam, da bo tudi ta točka obsežna. Matjaž, kar izvoli. Ja, hvala. Zdaj, že predsednik je uvodoma poudaril, da je Evropsko prvenstvo pomembno z vidika tudi naših najboljših šahistov glede reprezentance in imamo seveda v planu tudi poleg letošnje olimpijade ekipnega prvenstva še ekipno Evropsko prvenstvo v letu 2021 in to je en tak paket tekmovanj. Zato si seveda želimo, da naši najboljši šahisti igrajo na tem prvenstvu. V tem smislu bomo organizirali tudi še en sestanek z njimi in poskušali dogovoriti nekje, vsaj začrtati ekipe za letošnjo olimpijado in pa seveda tudi za ekipno Evropsko prvenstvo v letu 2021. Morda še to, da je reprezentanca v fazi nekih sprememb. Starejši igralci se postopoma umikajo z vrhunskega šaha in tudi to prvenstvo lahko nekje izkoristimo za neko prenovo ekipe, vključevanje mlajših igralcev, kar je seveda z vidika razvoja in prihodnosti zelo pomembno. Potem pa morda še pri rezultatih. Matej, še svoje strani karkoli za vidika mladincev? Kar je povedal Matjaž, seveda sledi, da je moja vloga kot mladinskega selektorja pač ta, da vsekakor močno podpiram nastope naših najboljših mladincev, pa tudi mladink v končni fazi na letošnjem posamičnem Evropskem prvenstvu in pa seveda nedvomno z eno ekipo mladih igralcev pač tudi prihodnje leto, kjer bodo prvič lahko okusili tekmovanje za reprezentanco na najvišjem nivoju, nekaj, kar pač naj bi potem v prihodnje dejansko prevzeli nase od nekako nas, oziroma naše generacije, postopno umika. Tudi sam po tem Evropskem prvenstvu v prihodnje leto ekipnem in pač upam, da v tem času do takrat bodo te mladi, katerih uspehe lahko vidite v teh brošurah, ki ste jih dobili, ki jih je seveda kar nekaj v mladinskih konkurencah, da bodo pač prevzeli svoje vloge tudi že na v članskih konkurencah, kot rečeno. Preden se dotaknemo konkretnejših imen, ki so v lanskem letu zaznamovali šahovske uspehe, vas sprašujem, če imate kakšno vprašanje na tej točki, pravi na točki organizacije in priprav Evropskega prvenstva. Ja, jaz bi mogoče vprašal, predvsem za javnost je najbolj zanimivo, kakšna bo udeležba na Evropskem prvenstvu, seveda je to težko napovedati toliko naprej, ampak jasno, en vrh je ta, ki ga najbolj poznamo, to je Magnus Carlsen, potem Aniš Giri, Vašela Graf, Svaronjan, Nomedjarov, to so
nekateri tudi se niso vrstili na kandidatski turnir, ki bo marca v Rusiji. Kakšne so možnosti za to, da lahko Slovenija tukaj kot organizatorka ki vpliva, nima nobene besede? Ja, vsekakor si želimo čim boljšo udeležbo in zdaj dve stvari sta, ki sta že znani, glede tega, to se pravi nagradni sklad, ki lahko privabi te boljše igralce in pa to, kar je bilo uvodoma omenjeno, da je kvalifikacija za svetovno prvenstvo, da je to neko sito in seveda te boljši šahisti si zagotovo želijo priti na najvišji rang tekmovanja. Z tega vidika je zagotovo naše prvenstvo pomembno. Zdaj, ali bo trenutno nimamo informacije, ali bo te najboljši nastopili, ampak mislim, da bo v teh 2 mesecih to znano in verjamem, da kdo od naštetih imen bo zagotovo doživel evropskega prvenstva. Tako da bomo lahko s temi informacijami postregli kasneje, pred prvenstvom. Marko Skajba se bo verjetno ne, ker on na leto pomeni nekaj zadeve v svojem koledarju, tako da nekako prav verjetno ne. To pa, če tem dodati, za prihodnje leto, ko bo pa ekipno prvenstvo, tam pa vsekakor lahko pričakujemo. Tam bodo pa dejansko vsi najboljši nastopili za svoje reprezentance, ki jih morda letos ne bo, ker nekateri imajo zagotovljene nastope v teh kvalifikacijskih sitih že po svojem rejtingu in tako naprej, ampak prihodnje leto pa vsekakor se pričakujemo številno teh za udeležence. Samo gledalci, tisti, ki bi zainteresirani, to neposredno si ogledajo, kakšne bodo imeli možnosti, kako bo za njim zagotovljen dostop do prizorišča. Ja, gledalci bodo lahko vstopili. Ta dvorana na srečo omogoča neko tribuno, torej lahko se bo vstopilo za akreditacijo, sicer, ki jo bodo dobili gosti in se bodo lahko ogledali, sicer ne čisto od blizu, ne bodo mogli do samih igralcev, ampak dovolj smira zdaj, da bodo lahko doživeli. Kako to zgleda? Vstopnice so akreditacije? Ja, ne, vstopnic kot takih ne prodajamo, ampak da zagotovimo razlikovanje, kdo je igralec, kdo je gledalec, bo moral imeti akreditacijo, torej obiskovalec. Tudi, da se bodo sodniki znašli med njimi, kdo je smetan, kdo ne, da se ne bi kdo prekipotati, če ne igra. Pa so že biti podrobnosti, kako se pridobi ta akreditacija, recimo? Na listu mesta, na listu mesta. Torej, tisti, ki bodo prišli tam, se bodo oglasili, sem pa gost, oziroma bi rada pogledal, pa bodo bil Verjetno bo za novinarje drugačne. Tako, za fotografe. So pa vstopne točke, kamor lahko vstopajo igralci, to bo čisto ločeno, mislim, bodo tudi usmerjevalniki, ljudje, osebje bodo tam, ki bodo na pravi način pač postopali in usmerjali gledalce, novinarje in pa igralce. Tako da tukaj so zahteve Evropske šahovske unije zelo stroge in ni možnosti velikih odstopanj, je že zelo standardiziran postopek. Je pa športna dvorana v Podčetrtku takšna, ki omogoča izvedbo takšnega tekmovanja. Bojo pa tudi, se pravi, kot smo že povedali, neposredni prenosi, tudi slika bo iz same dvorane, imeli bomo tudi komentatorje, tako da bo možno tudi za tiste, ki bodo na listu mesta obiskovalci ali pa ki bodo spremljali izpeljave, zagotoviti ogled. Dobro, potem bi predlagali, da nadaljujemo z točko 2 in da vam lahko predstavimo uspehe najprej na naših mladinskih, potem pa na članskih tekmovanjih. Jaz bi prosila oba selektorja, da se dotakneta mogoče res tistih najpomembnejših, ker imate tudi v brošuri res razdelano zelo lepo uspehe, tako da potem selektorja presolita, kaj izpostavita. Ja, v našega zadnjega srečanja z novinarji bi tukaj jaz predstavil torej Evropsko posamično in ekipno prvenstvo uspešno in hitro potečem šahu, ki se odvija konec leta v Tallinnu v Estoniji, kjer smo osvojili eno zlato
sijajen preteklo leto, osvojili smo pa tudi še na tem istem prvenstvu, mislim, da še 2 medalji, srebrno in bronasto. Za Oh in Jan Šubert, 2 naša najboljša novinca zadnjih let, najbolj perspektivna. Še veliko visokih uvrstitev posameznikov na tem tekmovanju, ekipno, pa skratka, kot sem rekel prej, nekako želimo in pričakujemo, da se bodo te uspehi, da bodo naši novinci te uspehe poskušali čim prej prenesti v člansko konkurenco. Kot vemo, je danes šah postal na nek način šport vedno mlajših igralcev in igralk in nekako bi morali tudi v Sloveniji slediti temu trendu in vedno bolj in bolj podpirati mlade igralce, da skušajo na svoj vrh doseči čim prej. Matej, hvala. Matjaž? Ja, vsekakor so te rezultati pri mladih tudi obet za člansko kategorijo. Lani smo imeli seveda največje ekipno tekmovanje, ekipno prvenstvo za člane in članice v Gruziji, v Batumiju. 2 naši reprezentanci sta se zelo dobro odrezali, bili boljši od svojih resniških izhodišč. Kljub temu, da sem na začetku omenil, da je reprezentanca neke vrste prenovi in da se najboljši igralci postopoma umikajo, pa so še vedno očitno zelo konkurenčni. V evropskem merilu ekipa je zasedla 15. mesto, s tem, da smo bili 2 koli pred koncem celo na 5. mestu. Zdaj ena mala podrobnost tekmovanja. Tekmovanje sta spremljala tudi predsednik Šahovske zveze in pa sekretarka. In zdaj, dokler sta ona 2 bila na tekmovanju, smo bili zelo visoko, potem sta imela pa druge obveznosti, smo pa zadnje 2 koli izgubili v boju za medalje, ampak bomo poskušali na naslednjih prvenstvih. Ja, tako, a pa morda na olimpijadi, da so tudi v ključnih trenutkih zraven, očitno to dalo dodatno spodbudo. Že glede tega, ker sta bila tudi zraven na pripravah in to nekako smo se navadili te podpore. Zdaj omenil bi seveda članice, imamo zelo mlado ekipo, povprečna starost okoli 20 let. Bile so pravzaprav bolj proti dnu teoretiških napovedih, da so osvojile 17. mesto med 32 ekipami, odličen rezultat. In na tem prvenstvu Teja Vidic tudi izpolnila pogoje za mednarodno mojstrico, tako da je bilo vsekakor zelo uspešen nastop. Torej, to je v standardnem šahu. V pospešenem in hitropoteznem šahu bi pa seveda izpostavil izjemen rezultat Mateja Šebenika. Morda bo sam še kaj povedal o tem prvenstvu. Dosegel je na evropskem prvenstvu v Talinu 9. mesto v pospešenem šahu in 15. v hitropoteznem šahu. To je izjemen rezultat. Nastopilo je preko 400 udeležencev, veliko število velemojstrskih nazivov in res dosežek verjetno v naslednjih letih želeli se približati. Omenil bi še rezultate 2 naših najboljših šahistov in šahist, ki sta bila izbrana za šahista leta. To je Laura Unuk, ki je
bila konec leta na 32. mestu igralk do 20 let, to je zelo dobro. Verjamem pa, da je Laura sposobna še višjih dosežkov. Vemo, da pri šahistkah prevladujejo vedno bolj mlajše igralke in seveda med njimi se vrsti tako visoko, da je zagotovo lepa napoved za prihodnje. Bila je tudi na Evropskem prvenstvu, dosegla 14. najboljši rezultat na prvi šahovnici in kolikor sem gledal konkurenco edina iz teh nižjih retniških skupin, da se je tako visoko uvrstila med te najboljše igralke v Evropi. Naš najboljši šahist je pa že vrsto let Luka Lenič, najvišji na retniških lestvicah v standardnem pospešenem hitropoteznem šahu. In pa tudi on je, ko je bilo najbolj potrebno za ekipo, bil zelo dober, pa odličen. Dosegel 12. najboljši izid na prvi šahovnici in nekje ekipo popeljal celo v možnosti boja za medalje. Dobro, toliko k tej točki, mogoče še za letos oziroma v lanskem letu je bilo v Sloveniji kar nekaj višjih nazivov. Zdaj imamo kar 3 nove mednarodne mojstrice, vse so mlade pravzaprav, tam 20 še ne nekaj let. Zala Urh, Ivana Hreščak, Mateja Vidic. Pri moških pa imamo novega mednarodnega mojstra Jerneja Špadirja. In tudi vse te 3 punce, ki smo jih omenila, so že tudi resne kandidatke za osvajanje višjih naslovov, torej naslovov velemojstrice. Zdaj pa mogoče točki 3, kjer bi vam želeli predstaviti najpomembnejša tekmovanja in dogodke v letošnjem letu. Zdaj, če ima predsednik mogoče še kakšno uvodno misel k temu, da... Ja, razen temu, da rečem, da letos imamo odprtih turnirjev poleg tega evropskega prvenstva kar nekaj. Imeli smo enega v Novi Gorici, potem je Ljubljana Open, potem je Bled Open. Odpadel? Ok, najprej smo računali, da bojo 4, ampak dobro, v primerjavi z lanskim letom, ko sta bila 2, bomo letos imeli 3. Tako da naslednje leto pa upam, da bodo potem 4, če bo vse v redu. Kar pomeni, da je dovolj priložnosti tudi pri nas relativno vrhunsko igrati. Ja, po mojem je to pač prava spodbuda še zlasti za mlajše igralce, da se lahko na način pravijo. Tisto, kar opažamo, kar je mogoče že pravzaprav strokovna opazka je, da primanjkuje res tistih najtežjih partij, tudi pri vsaj pri mlajših kategorijah, ker so lahko tudi v dobljenih položajih teh zadev, ker ni toliko prakse na tem nivoju, pač ne moreš tako preprosto pretvoriti v ustrezni točkovni. Hvala. Mogoče bi najprej predstavili mladinska tekmovanja, na tej boš to predstavil ti, se jih našteje, katera so najpomembnejša in se jih bomo odeležili. Standardni program, ki vsako leto, katerega se vsako leto udeležujemo na mednarodnem nivoju, torej z mladinkami in mladinci. Prvi je letos, prihaja že zelo hitro, to je 12. do 16. aprila, svetovno mladinsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu, tekmovanje, ki nam je že lansko leto ponovno prineslo veliko dobrih uvrstitev in 2 medalji in tudi letos nekako računamo na kaj podobnega. Potem pa prvenstvo v standardnem šahu, seveda ekipna, posamična, torej tako svetovna kot evropska. Verjetno najpomembnejše med njimi evropsko mladinsko prvenstvo, ekipno mladinsko prvenstvo od 9. do 17. julija v
Americi in se spogleduje nekako z višjimi mesti in upam, da letos mogoče to res, bom rekel, zanimivo generacijo mladincev na čelu z Janom Šubljom, ki je tudi že debitiral v članski reprezentanci, da letos presenetimo še s kakšnim višjim mestom kot do sedaj, da seveda ne izgubljamo besed z mladinkami, kjer smo pač dejansko vsako leto v igri za medalje dejansko. Ne uspejo nam vse uvrstitve ravno vsako leto, ampak jih imamo pa že kar nekaj v preteklosti in nekako torej ponovno tukaj za, kot sem že omenil prej, našo najbolj tamnejšo mladinko Dano Urh na čelu, še računamo verjetno na visoke uvrstitve. In seveda podobno na posamičnih prvenstvih, kjer so medalje sicer medalje predstavljajo res visoka pričakovanja, zato pa za nekatere uvrstitve moramo biti perico daleč od tega, da bi bile nedosegljive, kar se tudi dolgove rezultate. Matej, hvala. Matjaž, za članska tekmovanja? Ja, poleg omenjenega evropskega prvenstva pri nas najpomembnejša tekmovanja evropskega posamičnega prvenstva za članice v Romuniji, tam da se bomo udeležili z našimi nekaterimi najboljšimi šahistkami. Potem seveda, tudi smo že omenili šahovsko olimpijado, ki bo letos v Moskvi. Glede pospešenega in hitropoteznega prvenstva pa je seveda prvenstvo za članice in pa člane v koncu leta, kjer tudi upam, da se bodo udeležili naši najboljši, še posebej, ker je v lanskem letu Matej pokazal, da se lahko merimo tudi z vrhom evropske konkurence in verjamem, da imamo igralce in igralke, ki lahko konkurirajo za širši vrh tudi v Evropi. Hvala, jaz bi mogoče samo zdaj, ko se bližamo mesecu marcu, dodala, da bomo imeli sicer dva zanimiva pospešena turnirja v Sloveniji, in sicer oba sta že tradicionalna. Prvi je mladinski Ljubljana Open v soboto 7. marca. Gre za, bom rekel, mladinsko tekmovanje, ki je izjemno dobro obiskano. Letos pričakujejo organizatorji tudi več kot 200 mladih udeležencev. Potem pa 21. marca memorial Vesne Rožič, ta bo na Igu. Tukaj pa prav tako se v bistvu šahisti z udeležbo na tem memorialu počastijo spomin na preminulo reprezentantstvo in pa mednarodno mojstrico Vesno Rožič. Pa omenjeni so bili že te najpomembnejši odprti turnirji. V letošnjem letu se je pridružil Ljubljana Jazz Festival oziroma Ljubljanski odprti festival, na katerem se pričakuje tudi močna udeležba. Trenutno je že 15 držav, igralcev iz 15 držav. Bo pa v kratkem tudi znano, ali bo ta Open štel tudi za člansko moško in žensko prvenstvo in pa za mladinsko do 20 let pa veteransko prvenstvo. Tako da od teh dogodkih boste pa potem tudi še v nadaljevanju podrobneje seznanjeni. Tako bližamo se koncu. A je na tej točki kakšno vprašanje strani novinarjev morda? Zanima, a so ti naslovi že zdaj uradno potrjeni? Kaj vidite, recimo mednarodno moško? Uradno že potrjeni? Zdaj mislim, nekateri omenjeni so že potrjeni, nekateri pa, kako vem, bo zdaj ravno kongres. Timi Janžel bo postal mednarodni mojster. Ja, pa te vidi. Zdaj je 27. do 29. februarja v Abu Dhabiju kongres. Bojo potrjeni tisti, ki še niso. Ja. Kaj pa državno prvenstvo, ekipno, posamično, to boste organizirali letos? Ja. Niste nas spregovorili.
Torej, v letošnjem letu omenila sem, da bo državno prvenstvo za članice, člane, veterane in mladince najverjetneje organiziran v sklopu ljubljanskega okna, medtem ko imamo ekipna ženska in moška tekmovanja vsako leto tradicionalno proti koncu leta za člane. Organizirano je pa po sklopih, po vikendih. Pač tak igralni sistem se je skozi leta, bom rekla, udomačil. Zdaj pri prvenstvih že nekaj let, bom rekla, za prestol bojujeta predvsem mariborski in pa ljubljanski šahovski klub bojujeta. Pri ženskah pa je zgodba podobna, ampak s tem, da se žensko ekipno prvenstvo odvija v spomladanskem času. Gre za zanimiva prvenstva, prav tako je nek odraz stanja tudi v članskih, kot ga vidite v posamičnih prvenstvih, torej veliko je mladih, ki nastopajo na teh ligah, tako da absolutno gre za pomembna prvenstva, ampak mi smo nekako se osredotočili na tista, ki bodo verjetno tudi medijsko najbolj odmevna. Mogoče še malo dodal, da v obilici dogodkov smo letos povezali Ljubljana čez festival z državnim posamičnim prvenstvom. Je to zelo posrečena kombinacija tudi z vidika tega, kar je bilo že rečeno, da imajo naši možnost igrati mladi in pa seveda ostali igralci tudi mednarodno konkurenco, in na ta način je turnir predvsem močnejši, ker samo organizirati prvenstvo za domače igralce ne moremo zagotoviti tako kvalitetno zvezde kot znotraj enega velikega mednarodnega turnirja in je to dobro, še posebej z vidika prihodnosti in vseh teh dogodkov, ki jih imamo letos. Je pa morda res ne, da tega nismo menili, ker je letos to evropsko prvenstvo in ostali dogodki morda nekako v prvem planu in bo proti koncu leta pač ta državna članska liga dobila morda bolj na pomenu in bomo takrat bolj izpostavili tudi ta dogodek. Koliko jaz razumem celotno zadevo, imamo vsako leto kar velik problem v bistvu z časovnico vseh prvenstv, ki jih je treba spraviti skozi, ob upoštevanju vseh obvez, ki jih imajo ljudje tudi, ki tako je drugače v bistvu od šaha živijo, tako da je ta zadeva ni tako preprosta. Torej, to v bistvu skorda naravna poteza. Če ne bi tukaj, bi morali kje drugje pravzaprav to narediti, ker preprosto zmanjka terminov normalnih za igranje. To je treba pač upoštevati. Veliko se dela na raznih nivojih in je fajn, da imaš, kot je bilo prej rečeno, da imaš še dodatno podporo oziroma da so zadeve še kvalitetnejše. Če že igrajo, če imajo motivacijo, da pač imajo tudi najmočnejše nasprotnike, ker samo na ta način je lahko potem kasneje v reprezentanci dal. Mogoče bi tam na koncu še to, kar je bilo prej, sicer smo izpostavljeno, da smo to veseli, da ima šah tudi neko prepoznanje in ta nagrada, ki jo je dobil častni predsednik Evropske šahovske zvezde in član Svetovne šahovske federacije Peter Boris Kutin. Še po tej poti enkrat čestitamo, vsekakor je to le neko priznanje tudi šahu, ne samo njegovi posebni poti. Konec koncev je to tista zveza, v okviru katere mi Evropska prvenstva organiziramo in je odkar je on, so ta prvenstva postala tudi res prvenstvo v pravem pomenu besede. Tako sem nekako razumel razvoj te Evropske šahovske zveze. Pa je teoretski bi preberate šahovski tudi razvoštevljeno? Formalno. Dvakrat ga je šahovska predlagala, ampak v bistvu to so pač enkrat pride skozi, enkrat ne pride skozi, tukaj ni neposredno.
vedno mora biti en formalni razlog. Tako da, vse niso vse zadeve, ki jih predlagajo, sprejete na tem nivoju. Vsako jesen in zimo imajo bakterije in virusi zabavo in pokvarijo vašo. Tantum Verde pomaga pri lajšanju bolečin in oteklin pri vnetju v ustni votlini in žrelu, na voljo tudi v obliki pršila in raztopine za grgranje. Zdravila Tantum Verde so na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.